Živijo. Pred časom sem v uvodni napovedi enega mojega gosta na intervjuju povedal, da je izredno težko srečati človeka, ki je zares naredil nekaj na tem planetu prvič. Ampak danes imam spet enega takega gosta. Takega, ki je naredil produkt, ki naj bi pomagal človeštvu, da prispeva k ohranjanju tega planeta. Mi se res ne želimo ful veliko pogovarjati o tem, a rešujemo planet, za koga rešujemo, koga rešujemo. Jaz mislim, da to ni predmet našega produkta in našega brenda. Produkt, ki naj bi pomagal spremeniti naše prehranske navade. A veš, mi ne uporabljamo nič, kar en povprečen Slovenc ne bi konstantno jedel. Moj tokratni gost je Tilen Travnik, eden od soustanoviteljev družbe Juicy Marbles, najbolj mesu podobnem mesni nadomestek. Jaz dejansko želim, da to postane eno od ikoničnih podjetij. Zame tudi najokusnejši mesni nadomestek, je pa res, da jih nisem veliko probal. Jaz sem še tist bolj stare šole. Prav govej šnicel, pa avto na dizel. Uživajte v najni poti. Živijo. Najprej roke. Zdravo. Dolgo niso bila že silska. Veš, kaj me zanima? Kako bi ti sebe predstavil, pa seveda, kako misliš, da sem te jaz predstavil? Ja, ti si me po moje predstavil kot podjetnika, ki je mogoče naredil ta switch iz IT-ja v hrano. Jaz bi mogoče pa sam dodal to, da sem v osnovi naravoslovec, človek, ki ga zanimajo nove stvari in ki je študiral hrano. Pol preprosto po koncu študija je bila ena perspektiva mladi raziskovalec na faksu, druga je bila pa delo v takrat relativno uspešni spletni agenciji, v hitro premikajoči se industriji z dvakratno plačo. In pol kot nekdo, ki je na začetku, sem si rekel, bom pa najprej malo tam, pa bom pol videl. In pa je bilo to malo 15 let. Pa je bilo to tako 14-15 let, ja. Še zmeraj si družbenik Delapsa. Še vedno sem družbenik Delapsa, ja, tako. Mi smo bili praktično v regiji prva firma, ki se je začela s startupi ukvarjati, tako kot strankami. V bistvu je ta občutek prispevati nekaj, k širši družbi me tudi v bistvu potem konstantno vlekel nazaj k hrani. Ja, tebi že skozi ta ideja za hrano mikala? Mene je skozi to vlekel. No, potem sem pa ob spremembi lastne prehrane začel opažati, da so pa zdaj startupi tudi v hrani, ki jih takrat pred 15 leti ni bilo ali pa jih jaz nisem videl. Zakaj pa si se odločil za veganstvo, kako da se odrekel mesu? Prišel sem v tisto starost, ker recimo ni več samoumevno, da lahko poješ lih karkoli, pa se to na krvni sliki ne bo čisto nič poznalo in sem rekel, dajmo to probati. Spodbudil me pa dejansko je to, da sem na eni konferenci poslušal eno predavanje o plant-based prehrani in zjutraj v hotelu smo se srečali z družino predavatelja in njegov otroci so jedli plant-based. In sem rekel, če pa oni lahko, bom pa tudi jaz en teden probal. No, zdaj zelo midva naokrog govorijo, sploh še niso povedali, kaj delate. Ja. V bistvu ti si eden od soustanoviteljev in direktor Juicy Marbles. Tako je. Podjetja, startupa, ki je naredil mesu najbolj podoben mesni nadomestek. Kaj je to prava definicija? Danes sem slišal eno dobro definicijo, tako ljudsko, ki mi je bilo všeč in sicer je bila, to ni veganski izdelek. To je dejanski nadomestek za meso. A je to izdelek, ki je namenjen, ne vem, veganom pa vegetarijancem? To me veliko ljudi vpraša. Zato sem na začetku začel s tem, da sem se jaz odrekel mesu. Jaz imam rad meso, če govorijo kot živilo. Ja. Meni je všeč. Jaz imam problem samo z načinom, kako mi do tega izdelka danes pridemo. In z posledicami, ki jih ima na okolje in na moje zdravje. No, jaz sem imel včeraj izkušnjo z vašim produktom. Prvič primerjavo. Ja, in sem rekel, če ima Juicy Marbles, da bi jaz veganski steak pojedel. Ja. Jaz sem zelo nizkimi pričakovanji ta vaš steak zagrabil. Ker je mojih izkušenj iz podobnih primerov, je un Beyond Meat burger. No, jaz ne bi še enkrat jedel. Ja. To je bilo pa dobro. Je bilo? Imaš celo malo tega dima, slano fajn, sočno. Zaenkrat smo tam v razvojni stopnji. Imamo v pipelineu že tudi bolj hude zadeve. Po moje so še ne pol leta do 9 mesecev stran do tega, da bi jih lahko začeli razmišljati o tem, kako bi jih na trg spravili, ampak tehnologija pa že je. Izvor, bo rekel, te ideje je v bistvu kakor nek prispevek k ohranjanju planeta. To je to. To je poslanstvo. To je to. A ste vsi vegani pri vas zaposleni? Ne, samo 2.
Aha, se pravi, ni pogoj. Bi tudi enega takega, ki sem jaz, ki v daleč vidiš, da ne more biti Z vegan. veseljem, sploh če se zna z marketingom ukvarjati. Kaj pa ljudje, ki jih zaposlujete? A ste zdaj sami founderji zaposleni? Ne, 30 nas je. 30 vas je. A oni se tudi identificirajo z podobno strastjo kot ti ali pa za podoben namen? Zdaj bom čisto iskren, ne. Ljudje v razvoju večinoma ja. Vi ste prepričani, da ta planet ne more prehraniti vsega človeštva, ali je v bistvu bolj ideja ta, da krave tak velik prispevek imajo k segrevanju tega planeta, da je to razlog? Oboje je res. Mi se res ne želimo ful veliko pogovarjati o tem, a rešujemo planet, za koga rešujemo, koga rešujemo. Jaz mislim, da to ni predmet našega produkta in našega brenda. Svrati, ti bi rajš videl, da bi neki gurmanski presežek prepoznali ljudje v tem. Mora biti dober, mora biti enako dobro ali boljš od drugih alternativ, se pravi pravega mesa. Se pravi nekaj, kar bo midva zdaj pojedla in bo od tega kosila oba dva šla zadovoljna. Jaz bom zadovoljen, ker sem jedel pač ne meso, ti boš pa zadovoljen, ker si nekaj jedel, kar je bilo dobro. To je v resnici sprocesirana soja, ne? Tako je. Zakaj na embalaži ne piše sprocesirana soja, ampak te navezuje, da je to neka replika mesa iz rastlinskih sestavin? Endgame te industrije je še en vir beljakovin. Jaz v končni fazi ne mislim, da bo meso popolnoma izumrlo, bo se pa bulk mesa, kako ga dobimo, seveda mogel spremeniti. Tako v grobem bi rekel, da imamo nekako 4 do 5 virov nadomestkov beljakovina. Eno so rastline, to, kar delamo mi. Pol imaš žuželke, pol imaš alge gobe damo v en razred, skupaj. In potem so celične linije, se pravi umetno meso. Umetno, laboratorijsko vzgojene prave celice živali. Vsem ostalim je pa skupno to, vsem ostalim virom, razen rastlinam, da se jih drži neka stigma, sploh pri evropskemu potrošniku. Se pravi, jem žuželke, medtem ko rastlinske beljakovine pa tega nimajo. A si ti prepričan, da bomo čez recimo 10 let mnogo večji delež prehrane imeli procesirane, take industrijske, kakor imamo zdaj? To bo nova kategorija izdelka. Dajmo temu reči beljakovina za splošno potrošnjo. In potem specialne beljakovine, tudi živalske, bojo pa še vedno obstajale, ampak kot neke specialne beljakovine. Ta shift se bo naredil. Če je zdaj pšanc beljakovina za splošno potrošnjo, pa je govedina malo bolj tako fancy, se bo pol obrnila in bo to... Hočeš povedati, spet bo tako, kot je bilo včasih, da bo meso samo v nedeljah? Ja, tako. Kakšen je to biznis? Tako, če pogledaš, da je to zdaj en del živilske industrije, koliko je to? To so milijarde velik trg? Ali... Cela mesna industrija, če jo tako gledaš, to je triljon biznis. Zadnje študije, te predcovidne, so rekle, da je ta plant-based nekje na procentu. Iz tega razmerja mi kao ugotavljamo, da tukaj je priložnost še vedno za povečati neskončno krat skoraj naš trg. Koliko ste pa videli zdaj že naredili? Zrezko, ne vem, ali pa kako se... Zrezko smo pa po moje zdaj gremo proti 50 000, če bi jih razrezal vse pa... Ja. In zdaj, če sem jaz prav si zapolnil 7 evrov, pride en zrezek, 50 000 zrezkov ste naredili, nekdo je videl temu tak potencial, pa je rekel, 4,5 milijone dam teli ekipi, oni bojo naredili zdaj orang tovarno, ki bo lahko zalagali, ali kaj? Mi smo v bistvu odigrali zelo lepo igro, super ideja, super ekipa, prijava Y Combinator, iz Y Combinatorja po ta prvo rundo. Tako boljše eksekucije. Šolsko ste naredili, tako kot je treba. To smo naredili šolsko. To je investiral v vas? Ker smo lahko smo bili malo zbirčni in smo pazili na to, da smo dobili nekako 50-50 evropsko-ameriško. Koliko veliko podjetje mislite, da to lahko postane, ali pa kaj imate v načrtu? Jaz dejansko želim, da to postane eno od ikoničnih podjetij. Jaz si želim, da bi to bila firma, ki bi znala na nov postavljati infrastrukturo za transformacijo rastlinskih beljakovin, ki jih itak zdaj največ predelamo. Večino beljakovin, ki jih predelamo, pojejo živali, ki jih potem pojemo v obliki živalskih beljakovin. Ampak mi rabimo bolj učinkovit način za transformacijo teh beljakovin iz poljščin v nekaj, kar je nam všeč jesti. Koliko imate pa kaj posnemovalcev?
posnemovalcev, takih čist copycatov zaenkrat še nimamo. Je pa startupov, ki se pa ukvarjajo z istim problemom oziroma hočejo narediti ali pa rešiti isti problem, jih je pa nekaj je. Kar sem jaz dobil malo, ko sem spraševal, če folk to pozna, če je to probo, če je jedel, veš kaj je bil največkrat razlog, da niso? Cena. Ja, absolutno se strinjam. Poskušali se bomo najprej približati ceni pljučne, navadne pljučne, ki jo dobiš v vsaki trgovini, pol bomo šli pa še po to. Pak to z volumnom pač. A še imam včeraj, ko sem se pol domov vozil, sem rekel, gruntat, kako bom danes spal. To je nekaj umetnega, ne? A gre to zdaj skozi telo vse. A te lahko vprašam, a ješ suhomesnate izdelke? Ja, je. A veš, mi ne uporabljamo nič, kar en povprečen Slovenc ne bi konstantno jedel. Sojo, ki jo ješ, pa ne veš, da jo ješ, sončnično olje, pa te tehnološki dodatki so pa vsakmu jogurtu, pa vsakmu mesnemu izdelku. Ampak kako vam pa uspe pol iz tega narediti, da mišica zgleda, da pa to, kar ti rečeš procesiranje, jaz pa rečem temu mehanska transformacija. Mi s fisko vplivamo na... No, ki s fisko lahko nekim zmeljete. Ne samo zmeljemo, lahko tudi oblikujemo, lahko tudi damo lastnosti produktu, ki jih prej ni imel. A se zelo velike energije porabi pri kuhanju tega vašega mesa? Če primerjaš tem, da si požel sojo in jo ali pa fižol, pa ga skuhal v pasula, pol se kar velike energije porabi. Če se pa primerjaš to z kosom govedine, pa ni toliko velike energije. Koliko je to velik proizvoden prostor? To je skupaj z zmrzovalnico cirka 600 kvadratov, pa imamo pa še ne toliko pisarn pa laboratorij. Ampak ja, tam smo zdaj na dobrih 1200 kvadratih. Koliko ste se pa prezezali z pridobivanjem dovoljenj za prodajo? Se še zezamo. V Ameriki je ta strašen FDA, da bo cela stvar še bolj strašna, bilo tako, da mi smo to začeli prodajati tako malo znotraj Y kombinatorja, veš, ko zaprto, pač internal launch, in nam je tako en nazaj napisal, da je šel preverjati, pa našega proizvodnega facilityja ne vidi v FDA databazi. No, izkaže se, da na neki spletni strani vtipkaš svoje podatke, potegneš kartico za $700 in si FDA certified. In potem to pomeni, da padeš v čakalno vrsto za pregled, ki sicer enkrat bo, ampak zaradi COVID-a boh ve kdaj. Tako da je slovenska zakonodaja, pa slovenski predpisi, pa slovenska varnost živil veliko boljša od tega, kar navzven vidimo v Ameriko. Nič povedati moramo še to, kje lahko kupimo Juicy Marbles. Eno je online, drugo je v izbranih gostilnah slovenskih, tretje bo pa en večji slovenski trgovec rdeče barve. Kaj pa v tujini? Imamo ful močen pool strani plant-based restauracij. Od plant-basterjev 50% jih po moje še vedno hrepeni po mesu, po izkušnji mesa. In fleksitarijanci, ljudje, ki pač želijo zaradi impulzov od odzunaj, torej okolje, zdravje, etika, zmanjševati, ampak ne na račun izkušnje. To je pa drug segment, ki kupuje naše izdelke. Gostinci, ki se odločajo, kako oni pozicionirajo neko jed, ki jo pripravijo z vašim izdelkom? Če ti izdelek daš v restauracijo, ki je plant-based, pa potem prije na takar do tebe, zbereš tisti in njegove oči zažarijo in ve, da ti je ponudil neki najboljšo možno izkušnjo, razumeš? Ponosen je, ker ti bo zdaj postregel neki, ki je skoraj tako kot meso. Medtem, ko v klasični ošteriji, boš videl, kako je naroden. Te prodajajo kot eksota. Tista, se veste. Tako da veliko naše prodaje je v bistvu izobraževanje kadra v restauracije. Zdaj, kje ste na inovacijski krivulji, vi, kje pa industrija? Jaz mislim, da smo zdaj lih na koncu inovatorjev, da zdaj gremo šele v early adopterje. Jaz tem izdelkom pravim, to so izdelki druge generacije, plant-based. Veggie burger, se pravi, neka zelenava zmleta, to je prva generacija. Druga generacija, po moji oceni, so te Beyondi in te replike zmletega mesa. Jaz pa naš izdelek, pa našo konkurenco štejem pa v tretjo generacijo. Torej v generacijo, ki pa naredi ta preskok, da so določeni parametri užitka v tem že toliko dobri, da ni več. Dejansko imaš občutek, da mišico ješ. Tako da so vlaga. Ljudje imamo 4 sete vrednot, saj jaz jih tako razumem. Imamo gain, se pravi, a bom bolj zdrav, a bom bolj poceni jedel. Potem imamo moralne, se pravi, a je to živilo etično pridobljeno ali ni, ali kdo trpi zaradi tega ali ne. Potem imamo socialne, torej kaj pa zdaj moj kolega misli, če jaz tole jem.
in hedonistični. A ne. In jaz mislim, da so druga generacija, Beyond in te, so izrazito delali na gains, pa na moral values, a ne. Noben se pa ni z hedonizmom ukvarjal, pa z socialo. Torej, kako jaz gledam, kad to jem. Kaj bi ti bila asociacija na vrhunski produkt najprej? Vrhunski produkt je nekaj, kar si pripravljen vključiti v svoj vsakdanjik, brez pomisleka. Kaj pa vrhunski marketing? Nabor vrednot in vedenjskih vzorcev, ki si jih pripravljen posvojiti. Recimo Red Bull. Kaj za te asociacija na zadovoljno stranko? Repeat buyer. Kaj pa se ti zdi kot asociacija za te na dream business? Podjetje, ki je tako navzven kot navznoter trajnostno. Tile, ne sem te jaz kaj pozabil vprašati? Ne, da bi vedel. Pa v te pa prosil sam še eno tako kratko zaključno misel za gledalce tih Game Changer intervjujev, bi te prosil. Moje sporočilo je to, da če se v gledalcih poraja misel, da bi morda lahko počeli v svojem življenju kaj takega, kar bi, zdaj uporabil zelo tako nevarno izjavo, ampak jih postavili na pravo stran zgodovine. A ne, naj to naredijo. Zdaj je čas za take spremembe. Hvala ti. Hvala tebi. Sem. Tudi jaz.